Spoštovani, lepo pozdravljeni na petkovi COVID-19 novinarski konferenci, ki jo danes posvečamo cepljenju, še posebej pa dnevom cepljenja, ki se pričenjajo to nedeljo. Danes so z nami minister za zdravje gospod Janez Poklukar, poveljnik Republiškega štaba civilne zaščite gospod Srečko Šestan in pa generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije gospa Cvetka Tomin. Novinarsko konferenco bo odprl gospod Poklukar, ki ga vabim pred mikrofon. Spoštovani, dovolite mi, da vam danes skupaj z poveljnikom civilne zaščite Republike Slovenije, gospodom Srečkom Šestanom in Cvetko Tomin, generalno sekretarko Rdečega križa Slovenije, predstavimo operativne aktivnosti, ki se odvijajo vezano na organizacijo dnevov cepljenja. Brez njune pomoči in pa pomoči županov ter zdravstvenih domov prav gotovo te dnevi ne bi bili izvedljivi. Najprej pa bom podal nekaj splošnih informacij glede same akcije. Akcija, kot veste, se imenuje Dnevi cepljenja, stopimo skupaj varno in zdravo v leto 2022. Ta bo potekala od nedelje 19. decembra pa do četrtka 23. decembra. Po celi Sloveniji bomo v teh dneh imeli odprte cepilne centre, ki bodo delovali od 8. ure zjutraj do 8. ure zvečer. V vsaki od statističnih regij pa bo odprt tudi cepilni center oziroma cepilno mesto, kjer se bo možno cepiti tudi od 20. ure zvečer pa do 8. ure zjutraj. Tisto, kar je potrebno poudariti, je, da se v teh dneh cepljenja na nobenem od cepilnih mest ali pa mobilnih enot ni potrebno naročiti na cepljenje, hkrati pa tudi bo povsod omogočena izbira cepiva. Prosil bom za prvo prosojnico, na kateri so označeni cepilni centri, kjer je možno cepljenje 24 ur oziroma tudi po noči, in seveda na vseh lokacijah brez naročanja. Tako imamo v Goriški regiji odprto cepilno mesto preko noči v splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica. V Obalno-kraški regiji v splošni bolnišnici Izola in v zdravstvenem domu Sežana. V Primorsko-notranjski regiji v zdravstvenem domu Postojna. V jugovzhodni regiji v zdravstvenem domu Novo mesto. V Posavski regiji v splošni bolnišnici Brežice, v Savinjski regiji v splošni bolnišnici Celje, v Podravski regiji v zdravstvenem domu Maribor in v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, v Pomurski regiji v zdravstvenem domu Murska Sobota, v Koroški regiji v splošni bolnišnici Slovenj Gradec, v Gorenjski regiji v univerzitetni kliniki Golnik in pa v osrednjeslovenski regiji v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Tisto, kar sem povedal drugače, kar je na zemljevidu in se moramo opravičiti, na Koroškem bo cepljenje izvedeno preko noči v zdravstvenem domu Slovenj Gradec, zato se opravičujem. Hkrati pa naj povem, da v Zasavski regiji bo cepljenje preko noči potekalo v vsakem odcepilnem centru eno noč, tako da vas prosim, da se v regiji oziroma v občini pozanimate, kje in točno kdaj bo kateri od zdravstvenih domov imel nočno cepljenje. Prosim za naslednjo prosojnico. Na naslednji prosojnici pa so pred nami cepilni centri povsod po Sloveniji. Vidite, da jih je kar preko 60, natančneje 62, in v teh centrih bo potekalo cepljenje od 8. ure zjutraj do 8. ure zvečer. V vseh občinah po Sloveniji pa bodo organizirane tudi mobilne enote, ki bodo skušale prebivalcem čim bolj približati cepljenje. V Sloveniji imamo 212 občin in v vsaki od njih bo potekalo cepljenje na lokalno prepoznan in lokalno najbolj sprejemljiv način.
tako da se bodo urniki in pa kraji mobilnih enot tudi sproti prilagajali, so pa že občine pripravile širom po svojem okrožju te urnike. Informacije o izvajanju urnikov pa seveda dobite na občinah na spletnih straneh, v zdravstvenih domovih, ki pokrivajo določeno občino, potem na plaketirnih mestih, skratka na vseh možnih mestih, kjer občine oglašujejo svoje vsebine, ravno tako pa zdravstvene organizacije. Dovolite pa mi, da izkoristim priložnost in že vnaprej pokažem in napovem dobre prakse pri dnevih cepljenja. Omeniti moram občino Borovnico, kjer bodo cepljeni v lovskem domu. Potem v občini Domžale bodo cepili v številnih gasilskih domovih po vaseh. V občini Mirna Peč se bo cepilo v ambulanti družinske zdravnice. V zdravstvenem domu Črnomelj se bo cepilo v prostorih turističnega društva Griblje. V zdravstvenem domu Tolmin, naprimer, pa tako kot že leta civilna zaščita v primeru izrednih razmer in pa seveda skupaj z Rdečim križem, bo organizirana posebna telefonska številka, kamor bodo občani lahko poklicali in na ta način pridobili možnost brezplačnega prevoza v cepilni center ter seveda na ta način prišli do cepljenja. V teh dneh bo cepilni center oziroma cepljenje potekalo tudi v psihiatrični bolnišnici Begunje za primer. Tako da res mobiliziramo celotno zdravstvo, da vsi enotno pristopimo k cepljenju. Naštel sem le nekaj primerov, kot vidite pa jih je širom po Sloveniji res ogromno. Vse aktivnosti pa so prilagojene lokalnemu okolju, kajti vsako lokalno okolje oziroma občina ima svoje specifike in prav je, da seveda jih naslovimo ravno preko lokalnih okolij, preko društev, preko nevladnih organizacij, preko vseh lokalnih zdravstvenih organizacij in seveda civilne zaščite ter Rdečega križa. Glavni cilj vseh teh ekip v družbi na lokalnem nivoju pa je povsem iskren. Doseči in preseči čim boljšo precepljenost, kajti samo ta nas pelje skladno z našim sloganom v varno in zdravo leto 2022. Izkoristil pa bom priložnost in se zahvalil celotnemu primarnemu zdravstvu, kajti vem, da ste v teh dnevu cepljenja vložili poseben angažma, trud, napore, zato da ste premestili zaposlene ponovno v cepilne centre, na cepilna mesta, v mobilne enote in da bomo skupaj z vašo pomočjo opolnomočili prebivalce Slovenije, da se bodo lahko odločili za cepljenje in da bodo seveda lahko tudi cepljenje prejeli kadarkoli preko praktično dneva oziroma znotraj 24 ur. Prav tako pa gre posebna zahvala in pohvala vsem županom, vsem ekipam civilne zaščite, vsem ekipam Rdečega križa, vsem vladnim in nevladnim organizacijam v teh dneh, vsem, ki kakorkoli pomagate, da dosežemo zadostno precepljenost, kajti ponovno kažemo, da zmoremo enotnost in da skupaj dosežemo cilj in si zagotovimo čim več zdravja in pa varno okolje v letu, ki prihaja. Včeraj smo tudi skupaj z Zdravniško zbornico Slovenijo predstavili udeležbo in angažma zobozdravnikov in zasebnikov, tako da se na tem mestu tudi njim zahvaljujem za vso sodelovanje. Z akcijo, ki je pred nami, želimo ljudem, vsi zaposleni v zdravstvu, sporočiti, da smo pripravljeni narediti vse, da se cepite. To menimo zato, ker je to najbolj zdrava odločitev za našo skupno prihodnost. Zato, ker je to najučinkovitejši ukrep, ki vam ga lahko predlagamo in ker je to lahko v novo leto najboljši pristop, kajti skupaj varni in zdravi. Zdravstvo vam na ta način enotno
in v en glas poroča: cepite se. Odvrzite vse dvome, odvrzite, prosim, vse strahove. Konec koncev je bilo do sedaj porabljenih preko 8,5 milijarde odmerkov cepiva in cepiva so se izkazala za učinkovita in varna. Izberimo zdravje, zato izberimo cepljenje. Hvala.